Po razglasitvi države Izrael 14. maja leta 1948 se je naslednji dan začela Nakba, v prevodu katastrofa. Pomenila je trajno razselitev, razlastitev in etnično čiščenje več kot 750,000 palestinskih Arabcev. V bistvu zdaj nam šele prihaja v zavest, kaj se je zgodilo. Težko bi rekli, da nismo vedeli za zločine, ki so se zgodili kmalu po ustanovitvi države. O tem jasno priča že takrat viden in odmeven dogodek, napad na to vas Deir Yassin, kjer je sodeloval tudi kasnejši izraelski predsednik vlade, Begin. In potem, kot vemo, celo s Enverjem el-Sadatom sta dobila mirovno Nobelovo, češ da sta rešila konflikt med Egiptom in Izraelom. Par 100,000 ljudi je zapustili Palestino zaradi zločinov takrat ne izraelske vojske, ampak vojaških enot različnih. Tako zgodovinar dr. Otto Luther, direktor ZRC SAZU, kjer se pridružuje obeleževanju obletnice Nakbe s 3 knjižicami. Zlo na Zahodnem bregu je napisal profesor na Hebrejski univerzi v Jeruzalemu David Schulman. Je v eni vasi, ki je tudi osrednja tema tega pamfleta, preživel več kot 2 leti in bil priča temu, kako so agresivni naseljenci za podporo policije in vojske to vas izpraznili dobesedno in jo kolonizirali. Ker se soočamo z dejstvi, ker ne moramo verjeti, da se to lahko dogaja. Dejstva so ta, da še posebej v senci dogajanja v Gazi te zopet paramilitaristične enote izseljencev z jasno podporo vojske in policije kradejo črede palestinskih lastnikov, arabskih lastnikov in v teh vaseh, kjer je osnovna gospodarska panoga živinoreja in samooskrba, kar se tiče ostalih pridelkov, je kraja 1000–1500 ovc, kot se je zgodilo v tem primeru konkretnem, ki ga on opisuje, v bistvu konec ene od vitalnih ekonomskih panog za vas, ki je imela okoli 1000 prebivalcev in potem je šlo samo strmo navzdol. Logika je, da gre za od Boga obljubljeno deželo in da gre za prazno področje, da tam ni ljudi. Ja, ta terra nullius, ta koncept je bil že v času med obema vojnama oziroma v času načrtovanja države Izrael, kjer so sionisti si predstavljali, da bojo zasedli bolj ali manj praven prostor, ga kolonizirali, izboljšali, civilizirali in tako naprej. Zdaj, kar se tiče Božje poslanstvo, odvisno, katero šolo rabinsko sprašujete. Obstaja ta tradicionalna, zelo ortodoksna veja, ki pravi, da je ustanovitev države Izrael v nasprotju z Božjo voljo, in seveda na drugi strani sionistično, bolj ali manj profano gledanje, ki govori o tem, kako je treba vzgojiti druge vrste Juda, se pravi ne pohlevnega in zato ranljivega, ampak možatega, ki bo zagotovil varnost sebi in svojim sodržavljanom. Nakba se je zgodila neposredno po 2. svetovni vojni, po tragediji, ki so jo doživeli po holokaustu. Ja, to je nekaj, s čimer si razbijajo ljudje glavo, zdaj že 4–5 let. Po mojem gre za čisto retorično vprašanje, isto kot Adornova misel, a je poezija po Auschwitzu še mogoča. Zdi se, da smo se zdaj končno odlepili od predstave, da so žrtve posvečene v tem smislu, da ne morejo delati zlo. Nekdaj žrtve so samo ljudje, se pravi, ne gre za noben DNK zapis, da bi takšni ljudje bili osvobojeni zločinskega ravnanja. Nasprotno, tukaj se to kot argument izkorišča, enkrat preganjani, nikoli preganjani, torej zato lahko posežemo tudi po sredstvih, ki so načeloma nedovoljena. Se žrtev spremeni, prelevi v agresorja.
Seveda, in o tem piše tudi v svojem predgovoru Tomaž Mastnak, ki je bil urednik za drugi pamflet z naslovom Sionizem, grožnja judom in ne judom, in sicer je ta tekst ob bombardiranju sinagoge v Teheranu zapisal drugi referenčni avtor Jakov Rabkin, sicer izobraževan v Sovjetski zvezi, pa potem kasneje kot strokovnjak prešel na zahod, skratka še vedno je sodelujoč bivši profesor Univerze v Torontu, ki je pa opozoril na to poslanstvo, kaj lahko, hkrati pa seveda opozarja na to, da ko govorimo o Nakbi, ne smemo govoriti samo o tem, ampak da moramo opozoriti na akcije izraelskih varnostnih služb in to od Irana vse tja do Alžirije, kjer so posebni agenti ali metali bombe ročne na sinagoge ali pač nadlegovali judovske ženske, preoblečeni v arabce in s tem pripomogli k izselitvi severnoafriških judov v večji meri v Izrael, zaradi tega, ker so tam čakala prazna naselja, vasi, ki so bila zapuščena takrat, ko se je zgodila prva Nakba. Zdaj, nerodno je govoriti prvi, drugi, tretji, tako kot smo navajeni govoriti o intifadah. V bistvu gre za strnjen proces. Gre za proces, ki se je začel v načrtih sionistov med obema vojnama, posem se lahko realiziral z nastankom in še traja. S tem, da so vlade, ki so sledile temu drugemu značaju, ki ga prav tako opisuje Rabkin, značaju ali pa načelom judovstva, ki poudarjajo solidarnost, in so skušale zajeziti to kolonizacijo palestinskega ozemlja. Tretji tekst, ki so ga na ZRC SAZU izdali ob obletnici Nakbe, so pamfleti Maximiliana Robespierra, pri čemer Luther izpostavlja govor o novi deklaraciji človekovih in državljanskih pravic iz leta 1793. Nova deklaracija človekovih in državljanskih pravic je pa na naše presenečenja čakala leto 26, da smo se lotili tega prevoda, oziroma da je Tomaž Mastnak, ki je tudi v tem primeru urednik in pisec predgovora, našel tudi strokovnjakinjo za prevode iz starejše francoščine, ker gre za ambicijo, da bi čim bolj verno povzel tudi njegov jezik. V tem primeru bi opozoril tudi na zelo obsežen predgovor, v katerem Tomaž opiše tudi predzgodovino in okoliščine, tako da potem bralec, ko se loti na koncu ali pa na začetku, kakorkoli se odloči, lahko razume, kaj to besedilo v resnici pomeni. Deklaracija o človekovih in državljanskih pravicah je mogoče eliminirati, če razglasiš za nekoga, da ni človek. Ja, seveda, tudi s tem rasističnim diskurzom imamo opravka. To, s čimer se zdaj soočamo, o tem, da gre za drugo vrsto ljudi, za katere nas naj ne skrbi v enaki meri kot za druge, je prisotno bilo že od časa britanskega mandata in pa seveda to držo rasistično je prevzela tudi država Izrael. Bi ta pogovor lahko imela v vseh državah Evropske unije danes? Ne, gotovo ne bi mogla. Zdaj, situacija se v Nemčiji spreminja, zdaj, na srečo v zadnjih tednih zelo hitro. Je pa to posledica tudi delovanja organizacij, judovskih organizacij v Nemčiji. Recimo to omenjam tudi v svojem predgovoru k pamfletu Zlo na Zahodnem bregu, kjer so se v Berlinu kolegice in kolegi iz ene teh organizacij odločili, da pišejo kanclerju Merzu, ker vemo, da ga je njegov kolega opozoril, da naj ne govori, kje Judje v Izraelu smejo živeti in ne. In opozoril tudi na konstitutivno vsebino demokratične Nemčije, ki razume svojo nevarnost
kadar gre za nevarnost države Izrael, ne. No, in v tej točki so se pa oglasile javno tudi nekatere organizacije in ta omenjena iz Berlina piše kanclerju, da je prišla situacija v Izraelu do točke, ko se Nemčija mora odpovedati tej drži in da mora ravnati kot vse druge demokratične države in obsoditi genocid. Zdaj bomo videli, kaj se bo iz tega izcimalo, ampak ne vem, če spremljate situacijo v Avstriji, ne? Protest proti Evroviziji, ki se bo zdaj dogajala oziroma se je začela dogajati tam, je marginaliziran. Če odprete avstrijsko televizijo, je zdaj vse v znamenju Eurosonga, ne? Če pa hočete imeti kakšno kritično razpravo, morate počakati na oddajo Kultur am Montag, to je bilo včeraj zvečer ob 11. uri, ko se krog ljudi pogovarjajo o tem, ali je to smotrno in ali je treba razumeti države, ki so svoje sodelovanje odpovedali. Za konec pa poslušajmo še začetek prej omenjenega predgovora dr. Tomaža Mastnaka. Naš vsakdanji genocid in vse druge oblike normaliziranega in nekaznovanega pobijanja, ki so se razpasle po svetu, kličejo po obuditvi večinoma že pozabljenih razprav o pravici do življenja in spomina na boje zanjo. Na prvi pogled te razprave, ki so izzvenele z rojstvom in vzponom liberalizma v prvi polovici 19. stoletja, nimajo nobene, vsaj ne neposredne zveze z dogajanjem danes. Toda, ko se zgroženi soočamo z nedoumljivo lahkostjo, kar trivialnostjo, banalnostjo, s katero se v našem času pokončuje človeško življenje in s katero pristajamo na to pobijanje, si tudi domišljamo, da bi morda lahko že sam zven izraza pravica do življenja v vladajoči liberalistični nekrototalitarizem zanesel trenutek disharmonije in s tem morda odprl nekaj prostora za razmislek in reorientacijo. Tomaž Mastnak predgovor zaključuje z ugotovitvijo, da te sile vladajo tudi zato, ker so pokopale pravico do življenja.